živijo, evo, spet nov teden in spet moja nova modrovanja, ki mogoče ti spremenijo življenje, ali pa ne, ali pa saj dan, tako da saj za neki je dober. In sicer zanima me, če veš, katera vloga na svetu je najbolj odigrana vloga. Napiši mi dol, katera vloga misliš, da je najbolj odigrana vloga na svetu. To je vloga žrtve. Vsi smo vsak dan, po moje, žrtev. Zjutraj se mi ne da vstati, boga sem, glava me boli, menstruacijo imam, nič nimam za obleči, šef me ne mara, smotane stranke imam, res se mi ne da, bom kar poklicala v službo, da grem na bolniško in tako naprej. To je vse igranje žrtve. Potem ne morem iti teči, ker me bolijo noge, ker imam menstruacijo, ker imam otroke. Izgovor. Vse to je izgovor. Ne morem delati svoje sanjske službe, ker spet imam otroke, nimam moža, imam moža, nimam službe, imam službo, vse to so izgovori. In čas je, da nehamo iskati izgovore. Ok? Ne vem, če veste, ampak vsak dan, sorry zdaj za ta podatek, vsak dan umre 1 milijon ljudi na svetu. Ok? V vrsti čakamo, dejansko, v vrsti čakamo, kdaj pridemo mi na vrsto. In v bistvu point je, da ti ne veš, kdaj prideš na vrsto in kaj bi nekaj naredili iz tega. A bi nekaj naredili iz tega? A ne bi to takrat, ko živimo, bilo to blesteče in super, ne rabi zdaj vsak dan, ne? Lahko pa je vsaj 1 ura na dan in potem bo 1 ura, pa potem bo sta 2, pa vsak dan jih bo več. Ne bi žrtev svojega šefa, ne bi žrtev svoje službe. Če ti ni všeč, najdi si nekaj, najdi si svoj hobi, iz tega si zgradi svoj posel in pejt naprej. Vsak dan naredi 15 minut za to in čez 1 mesec poglej nazaj in boš videla, koliko lahko narediš, koliko si naredil. Ok? Si naredila, no? Ženske smo, sigurno se mi zdi, imamo več izgovorov kot moški. Moški grejo na fuzbal, pač na rekreacijo, kaj pa ženske? Ženske pa, joj, imam otroke, jih moram dati spat, nimam časa, ne morem. Bla, 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 bla. Ok? Jaz imam 2 otroka, šla sem vmes, sem dokončala faks, naredila še eno maturo, da se, če se to hoče. Najde se čas, takrat, ko otroci spijo. Lahko greš na tečaj, ker so online tečaj zdaj, ja, dobro jutro, nova doba pa to. Greš na online tečaj. Obstaja 1 milijon brezplačnih tečajev, kjer se dodatno izobražuješ na svojem področju. Če verjameš v to, da ti bo uspelo, če pa igraš žrtev, ti pa ne bo, no. Ti pa zdaj povem, da ti ne bo. Če te vsak dan, ne vem, če se počutiš like shit, pa če ne boš to spremenila, lej, žal, boš malo prišla na vrsto, unih 1 milijon, ki sem prej rekla. Ali pa na koncu zboliš in se sekiraš in si rečeš, zakaj pa nisem tega, pa joj, žal mi je, da nisem tega. Če ne probaš, ne veš. Na koncu življenja, upajmo, da čim kasneje, ne, bomo hvaležni, da smo naredili pač določene korake, da smo vsaj šli proti svojim sanjam. A ni to boljše, da ne greš, pa ne veš? Po moje je boljše, no? Tako da, moj nasvet je, da vsak dan 15 minut si vzemi za svoje sanje. Pa ni za nekaj, kar te, a ne vem, recimo, mojemu možu bi rekel, da 15 minut naj dela svojo magistrsko in čez 1 mesec bi me že zelo veliko napisan. Mogoče me bo danes poslušal, drugače me ne. Mogoče me boš pa ti poslušala, tako da 15 minut na dan, to ni nič od dnevu. Nič skoraj, a ne? Proti svojim sanjam. Poglej si video, preber si, ne vem, revijo, preber si kakšen članek, knjigo, napiši si 5 čez 100. Ok? Ni izgovor, imam otroke, ne morem iti na tečaj. Ni. Ni. Sorry, meni ne tega govoriti.
tako kot sem rekla, imaš online tečaje, imaš tečaje, ki pridejo do tebe, tako da izgovor, ok? V bistvu prvi korak pa je to, da se mi zavemo, da smo žrtev, ne? Ker v bistvu, če se ti ne zavedaš, pol ne moreš nič spremeniti, ne? To se pravi, jaz, ko sem začela teči, vse v življenju sem govorila, da ne bom tekla. Pa mi je potem ena oseba v bistvu, je bila to pika na i, da sem začela teči in pa sem se poslušala. Joj, ne da se mi, glava me boli, noge me bolijo, joj, pa ta mala dva še ne spita, pa danes ne bi, pa bi mogoče jutr. In ko sem se to poslušala, sem rekla, oh my god, takoj gre zdajle, majke ti. Tako da, no, to je prvi korak, posluši se in ko se slišaš, si rečeš, oh my god, ne bom te poslušala, grem jaz narediti glih kontra, ok? Ne bom posnela videa, ne naredi glih kontra. In pa ugotoviš, da ni toliko grozen in toliko hudo, ko greš enkrat iz cone udobja. Definitivno pa moraš iti iz cone udobja, da napreduješ. Ok? Mislim, da je to to. Torej, ta tedenska naloga je 15 minut vsak dan, delamo na našem cilju. Napišite mi spodaj, kaj ste si zadale, da se čez en teden spet slišimo, pa da malo vprašam. Ok, javite mi, če sem vam kaj pomagala. Čau!